Čeprav so mnogi trdili, da lahko predvidijo grozote, ki nas čakajo, jih nihče ni videl bolj jasno kot najbolj znani prerok na svetu – Nostradamus. Preden je Nostradamus postal znan kot skrivnostni prerok, je bil najprej apotekar in je pomagal na območjih, ki jih je prizadela kuga. Njegovo pravo ime je Michel de Nostradam. Rojen je bil decembra 1503 v Saint-Rémy-de-Provence na jugu Francije. Ni povsem jasno, ali je bil njegov točen rojstni dan 14. december ali 21. december. Njegov oče, Jacques de Nostradam, je bil notar oziroma oseba, ki pripravlja in potrjuje pravne dokumente. Njegova mati, Renier, pa je prihajala iz znane družine v njihovem mestu. Imel je veliko sorojencev, vendar natančno število ni jasno, saj v tistem času ni bilo popolnih rojstnih zapisov. Družina njegovega očeta ima judovske korenine. Preden se je rodil Michel, so se njegovi predniki že spreobrnili v katoliško krščanstvo. Življenje številnih judovskih družin v Evropi je bilo namreč takrat težko. Pogosto so jih preganjali, izganjali iz njihovih domov ali jih silili, da zamenjajo vero. Ko so se spreobrnili, je njegov dedek uporabil priimek Nostradame, to pomeni naša gospa, kar je naziv za devico Marijo. Čeprav je bilo jasno, da ima družina judovsko poreklo, naj bi še vedno naskrivaj prakticirali judaizem in osebno učili Michela kabalo. Kabala je tradicija judovskega misticizma. Gre za stvarjenje Boga in povezavo duhovnega sveta z življenjem človeka. Razširila se je v nekaterih judovskih skupnostih v Španiji in Južni Franciji. Še pred časom Nostradamusa so nekateri pisci trdili, da je to vplivalo na nejasen in simboličen način pisanja Nostradamusa. To je mogoče res, saj je bil to del intelektualnega sveta v njegovi regiji. Vendar ni nobenega jasnega dokumenta, ki bi dokazoval, kako globoko se je osebno ukvarjal s tem. Prav tako je malo zanesljivih informacij o njegovem otroštvu. Obstaja stara zgodba, da naj bi ga medicine učil njegov dedek po materini strani. Poleg tega, okoli leta 1518 ali 1519 se je vpisal na univerzo v Avignonu, ki je ena najstarejših univerz v Franciji. Takrat še ni študiral za zdravnika. Običajno so študenti študirali slovnico, retoriko in logiko. Brali so tudi dela grških in rimskih mislecev, kot sta Aristotel in Ciceron. Namen tega je bil usposobiti študenta za govorjenje, pisanje in oblikovanje jasnih argumentov. Toda njegovo šolanje ni dolgo trajalo. Po regiji se je razširila kuga in univerza je bila prisiljena zapreti svoja vrata. Ko je prišlo do izbruha bolezni, so se ljudje izogibali prenatrpanih mest. Tisti, ki so imeli denar, so se začasno preselili na podeželje, saj se je bolezen hitreje širila na gosto poseljenih območjih. Po zaprtju univerze naj bi Michel več let potoval po različnih delih Francije in sosednjih območjih. Preučeval je rastline, zeliščna zdravila in izdelavo zdravil. Tukaj je začel delati kot lekarnar. Lekarnar v tistem času je bil nekakšen zgodnji farmacevt. Pripravljal je mešanice iz rastlin, začimb in drugih sestavin. Vendar večina njihovih zdravil še ni bila znanstveno utemeljena. Pogosto so temeljila le na tradiciji, opazovanju in verovanjih, ki so se prenašala skozi številne generacije. Takratna medicina je bila še daleč od tega, kar poznamo danes. Še ni bilo antibiotikov, kot je penicilin. Še ni bilo sodobnih cepiv in še ni bilo jasnega znanja o bakterijah in virusih. Zato je lahko tudi preprosta okužba, ki jo danes zlahka zdravimo, včasih pomenila smrt. Ena najpogostejših metod zdravljenja takrat je bilo puščanje krvi. Zdravnik je pacientu zmanjšal količino krvi, ker so verjeli, da je treba uravnotežiti tekočine v telesu, ki so jih imenovali telesni sokovi. Ko je bil človek bolan, so mislili, da ima preveč krvi ali druge tekočine v telesu. Ta postopek pa je stanje pacienta še poslabšal. Bolan pacient je postal še bolj šibak, še posebej, ko so mu odvzeli kri. Toda ker je bilo to takrat splošno sprejeto medicinsko prepričanje, je veliko zdravnikov s tem nadaljevalo. Leta 1529 je Michel vstopil na univerzo v Montpellierju, da bi študiral medicino. Montpellier je znan, ker ima eno najstarejših medicinskih šol v Evropi, toda kmalu zatem je naletel na težave. Univerzitetni uradniki so izvedeli, da je že delal kot lekarnar, to je bilo prepovedano za njihove študente. Takrat so izdelavo in prodajo zdravil šteli za ročno obrt. V tistem času so univerze zelo cenile svojo akademsko izobrazbo. Ročno delo so pogosto obravnavali kot delo nižjega sloja. Zaradi tega so Michela izključili z univerze. V arhivih v Montpellierju je ohranjen dokument o njegovi izključitvi. Zaradi tega ni jasno, ali je res uradno pridobil doktorat iz medicine.
Namesto da bi popolnoma odnehal, je nadaljeval s pripravo zdravil in pomagal skupnostim. Postopoma je postal znan po svojem boju proti kugi. To je bila ena izmed najnevarnejših bolezni v Evropi tistega časa. Kuga ni udarila le v času črne smrti v 1340-ih. Več stoletij se je znova in znova vračala v različna mesta. Pogosto se je širila na območjih, kjer so potovali trgovci, popotniki, ladje in izdelki iz drugih regij. Ker je bila Južna Francija na pomembnih trgovskih poteh, je tam pogosto prihajalo do izbruhov. Ko so poročali o kugi v nekem kraju, so omejili vstop ljudi in izdelkov. Na nekaterih pristaniščih v Italiji so ladje morale čakati, preden so jim dovolili pristati. Od tu izvira koncept karantene, iz besede, ki pomeni 40 dni. Ena od stvari, ki jih je Michel naredil proti kugi, so bile tako imenovane rožne tabletke. Te so vsebovale cvetne liste vrtnice, klinčke, cipreso in druge dišeče rastline. Možno je, da je njihov vonj pomagal prekriti smrad v okolici. Vendar pa niso imeli sposobnosti uničiti bakterij, ki povzročajo kugo. Vendar pa ni priporočal samo rožnih tabletk. Spodbujal je tudi, naj okolico ohranjajo čisto, naj perejo pripomočke, takoj odstranijo trupla in bolnikom zagotovijo svež zrak. On se ni zanašal na puščanje krvi, kot so to počeli številni zdravniki tistega časa. Ti načini še vedno niso bili dovolj za resnično zdravljenje kuge, vendar je bolj smiselno ohranjati čistočo in se izogibati kontaminiranim območjem, kot pa oslabiti bolnika z odvzemom krvi. Ker je bil pripravljen iti na območja, kjer je bila kuga, se je njegov sloves razširil po južni Franciji. Takrat še ni bil znan po astrologiji ali prerogbah. V tem obdobju svojega življenja je bil najprej znan kot apotekar in zdravnik v času kuge. Človek, ki je uporabljal omejeno znanje svojega časa, da bi premagal bolezen, ki je niso popolnoma razumeli niti najboljši zdravniki v Evropi. Največja sprememba v življenju Michaela de Nostradama se je začela z veliko osebno tragedijo. V zgodnjih 1530-ih je živel v Agenju na jugozahodu Francije. Tja ga je povabil Julij Cezar Scaliger, znan zdravnik in učenjak iz Italije. Scaliger je imel obsežno znanje in je imel veliko knjig o medicini, zgodovini, filozofiji in starodavni književnosti. Možno je, da mu je njegova knjižnica pomagala razširiti Michelov nabor branja in idej. Medtem ko je bil v Agenu, se je Michel poročil z domačinko. To ni bilo njeno pravo ime, vendar jo pogosto omenjajo kot Henrietta d'Ancose. Imela sta 2 otroka. Toda leta 1534 so umrli njegova žena in otroci. Pogosto pravijo, da je bila vzrok kuga, vendar ni dovolj zapisal, da bi potrdili točno bolezen, ki jih je pokončala. Jasno je, da je Michel hkrati izgubil svojo prvo družino. Za nekoga, ki pomaga na območjih, ki jih prizadene kuga, je to izjemno težko. Lahko je svetoval drugim družinam, a ni mogel rešiti svoje lastne žene in otrok. Potem je zapustil Agen in se znova podal na pot. Obstajajo tudi zgodbe, da je imel leta 1538 težave s cerkvijo zaradi izjave, ki so jo šteli za nasprotno veri. Vendar ni jasno, ali je bil res formalno sojen zaradi herezije. Evropa je bila v tistem času nevarna za vsakogar, ki so ga sumili, da nasprotuje cerkvi. Protestantska reformacija se je širila in spopadi med katoliki in protestanti so postajali vse hujši. Dovolj je bila že napačna beseda. Lažna obtožba je lahko povzročila velike težave. Možno je, da je Michel v naslednjih letih potoval po različnih delih Francije in Italije. V Italiji je še bolj opazil hiter razvoj tiskarske industrije. Zaradi tiskarskega stroja je bilo lažje izdelati in prodati več izvodov ene knjige. To je bilo pomembno, saj ga kasneje ni proslavila le medicina. Tiskarne bodo njegovo ime ponesle v različne dele Evrope. Toda preden je postal pisatelj, se je najprej vrnil k pomoči v boju proti kugi. Sredi 1540-ih je pomagal pri soočanju z izbruhom v Marseju in na drugih krajih v Provanci. Postal je znan po tem, da je bil pripravljen obiskati skupnosti z veliko bolniki. Obstajajo zgodbe, da so mu nekatera mesta dodelila pokojnino kot plačilo za njegove storitve. Leta 1547 se je dokončno naselil v Salon de Provence. Tam se je poročil z Anne Ponsardet, bogato vdovo. Imela sta 6 otrok, 3 sinove in 3 hčere. Ker je imela Anne svoje premoženje, Michel pa je že imel svoj dohodek, je bilo njuno življenje bolj urejeno. Ni bilo mu več treba nenehno potovati v kraje, kjer je bila kuga. Imel je čas za pisanje in študij astrologije. V času renesanse še ni bilo jasne ločnice med astronomijo in astrologijo. Veliko izobraženih ljudi je verjelo, da gibanje planetov in zvezd vpliva na vreme, bolezni, politiko in usodo ljudi. V to niso verjeli le navadni državljani.
Tudi bogate družine, kralji, kraljice in politični voditelji so najemali astrologe, da bi jih ti svetovali glede njihovega zdravja, poroke, otrok in prihodnosti. Zato je leta 1550 Mišel izdal svoj prvi almanah. Almanah je bila majhna in poceni knjižica z informacijami za določeno leto. Lahko je vseboval koledar, vremensko napoved, nasvete za sajenje, pomembne datume in astrološke napovedi. To je bilo ceneje narediti kot veliko knjigo, zato si ga je lahko privoščilo več ljudi. To je bil kot majhen letni vodnik, ki ga je bilo enostavno nositi in brati. Na naslovnici svojega almanaha je Mišel uporabil latinsko različico svojega imena, Nostradamus. To zveni močnejše in bolj skrivnostno kot Mišel de Nostradame. Od takrat je to ime, po katerem ga je javnost poznala. Njegov prvi almanah je bil zelo uspešen, zato je začel izdajati nove izdaje vsako leto. Pogosto so ti vsebovali napovedi o vremenu, boleznih, političnih nemirih in možnih dogodkih, ki bi se lahko zgodili znanim ljudem. Zaradi tega se je njegovo ime še bolj razširilo. Bogati trgovci, plemiči in drugi vplivni ljudje so začeli iskati njegov nasvet. Želeli so izvedeti, ali bo njihovo podjetje uspešno, ali bo njihova družina varna, ali kaj se lahko zgodi v njihovi prihodnosti. Vendar ni pisal preprostih in jasnih napovedi. Uporabljal je simbole, stara imena krajev, nenavadne besede in vrstice z več možnimi pomeni. Včasih je mešal francoščino z latinščino, grščino, italijanščino in jezikom, ki so ga uporabljali v provinci. Zaradi tega je bilo težko dokazati, da so njegove prerokbe napačne. Če se neka razlaga ni uresničila, so lahko drugi preprosto rekli, da so jo narobe razumeli. Če se je zgodil dogodek, ki je bil vsaj malo podoben temu, kar je napisal, so ga lahko predstavili kot izpolnitev prerokbe. To je bil ključ do uspeha Nostradamusa. Leta 1555 je izdal prvi del svoje najbolj znane knjige, Le Prophétie. Prva izdaja je imela 353 kvartine in dolgo sporočilo za njegovega sina Cezarja. Kvartina je kratka pesem, sestavljena iz 4 vrstic. Združil jih je v skupine, ki jih je imenoval stoletja. To ne pomeni, da se vsaka skupina nanaša na 100 let. Imenujejo se stoletja, ker je večina skupin načrtovana tako, da ima 100 kvartin. V naslednjih izdajah se je zbirka še povečala. Najbolj popolna različica, ki je šla po njegovi smrti leta 1568, vsebuje 942 kvartin, razdeljenih v 10 stoletij. Večina prerokb v Le Prophétie ni vezana na točno določeno leto. To je velika razlika v primerjavi z njegovimi letnimi almanahi. Ker ni jasnega datuma, je mogoče eno kvartino povezati z dogodkom, ki se je zgodil po nekaj letih, nekaj stoletjih ali celo v sedanjem času. Veliko njegovih pesmi govori o kraljih, kraljicah, vojnah, padcu mest, lakoti, kugi, nevihtah, požarih in drugih nesrečah. Uporabil je tudi imena iz stare Grčije in Rima, vključno z bogovi, junaki in nekdanjimi vojaškimi voditelji. Omenili je različne dele Evrope, Sredozemlja, Črnega morja, Balkana in območja, ki so bila takrat pod Osmanskim cesarstvom. To ni bilo nenavadno za izobraženega pisatelja v času renesanse. Takrat se je namreč širilo znanje Evropejcev o drugih državah zaradi novih odkritij in raziskovanj različnih delov sveta, novih pomorskih poti in širjenja imperijev. Obsežnost krajev in nesreč, ki jih je omenil, je njegovim pesmim dala skoraj neskončno uporabnost. Ko je bila vojna, so se našli verzije, ki jih je bilo mogoče povezati z njo. Ko je bil potres, poplava ali smrt voditelja, se je našla tudi kitica, ki jo je bilo mogoče povezati s tem. To še ne dokazuje samodejno, da je videl prihodnost. Pokaže le, kako širok in nejasen je bil njegov način pisanja. Z drugimi besedami, Nostradamus ni podal jasne napovedi. Napisal je ugankaste pesmi, ki jim je mogoče dati nov pomen, odvisno od dogodka, ki ga želi bralec povezati. In ker se vojne, nesreče in spremembe v vladi nenehno dogajajo, ljudje vedno znova najdejo nove načine, da rečejo, da so se njegove besede uresničile. Skrivnost priljubljenosti prerokb Nostradamusa ni le v temah, o katerih je pisal, še pomembnejši je način njegovega pisanja. Omenil je veliko krajev, od Francije, Italije, Španije in Anglije do Sredozemlja, vzhodne Evrope in ozemelj Osmanskega cesarstva. Včasih ni uporabljal le imen držav, temveč je navajal tudi imena mest, otokov, rek in starih regij. Zaradi tega veliko ljudi iz različnih držav najde verze, s katerimi lahko povežejo svojo lastno zgodovino. Kadar pride do vojne ali nesreče na nekem kraju, obstaja možnost, da je Nostradamus omenil tudi podobno ime. Toda to ne pomeni, da je videl vsak dogodek v prihodnosti.
Rad je uporabljal stara imena, ki so jih uporabljali v času Rimskega imperija. Uporabljal je tudi zgodbe o kraljih, kraljicah, cesarjih, uporih, kugah in padcih kraljestev. Veliko teh idej ni izviralo iz skrivnostnega videnja. Po študijah njegovih del je veliko gradiva črpal iz Biblije, starodavnih zgodovinskih knjig, srednjeveških kronik in starejših zbirk prerokb. Med tistimi, ki jih je prebiral, so bila dela Svetonija in Plutarha, ki sta pisala o življenju, vojnah, zmagah in padcih znanih voditeljev Grčije in Rima. Zato, ko Nostradamus pripoveduje o krutem vladarju, propadajočem imperiju ali tekmovalnih kraljevih družinah, to ni vedno nova vizija. Morda je vzorec povzel po resničnem dogodku iz preteklosti in ga prenesel v negotovo prihodnost. Uporabil je tudi zbirko imenovano Mirabilis Liber. Ta je bila izdana v Franciji leta 1522 in je vsebovala starejše krščanske prerokbe o vojni, nesrečah, antikristu in koncu sveta. Nekateri deli njegovih zapisov so podobni tistim, ki jih je napisal Girolamo Savonarola, italijanski menih, ki je pridigal o božji kazni in družbenih spremembah. V uvodu v knjigo Nostradamusa se pojavlja veliko citatov iz Svetega pisma, skoraj v enakem zaporedju, kot jih je uporabil Savonarola. V današnjem času bi to lahko imenovali kopiranje ali pretirano izposojanje, toda sistem pisanja v 16. stoletju je bil drugačen. Takrat je bilo običajno jemati, spreminjati in združevati odlomke iz starejših knjig brez jasnega navajanja virov. Prav tako ni jasno, ali je skrbno izbiral vsak vir. Nekateri raziskovalci verjamejo, da je sistematično bral in nato združeval ideje, ki so ustrezale temu, kar je želel napisati. Drugi pravijo, da je uporabljal metodo naključnega odpiranja knjige. Ko je na izbrani strani našel zgodbo, jo je uporabil kot osnovo za novo kvartino. To ni mogoče popolnoma dokazati, vendar je jasno, da ima veliko delov njegovih zapisov izvor v starejših besedilih. Prav tako se je razširila legenda, da naj bi uporabljal ogenj, vodo, magične rituale ali nenavadne transe, preden je lahko videl prihodnost. Vendar je v svojih lastnih pismih podal bolj preprosto razlago. Pravi, da je le skušal umiriti in utišati svoj preden je začel pisati. Tudi sam sebe ni vedno imenoval za preroka. Svoje delo je bolj opisoval kot preučevanje astrologije, zgodovine in možnih vzorcev dogodkov. Pomembno je vedeti, da je bil njegov svet zelo drugačen od našega. V 16. stoletju so se velike spremembe v znanosti šele začenjale. Nikolaj Kopernik je objavil idejo, da se Zemlja in drugi planeti vrtijo okoli Sonca. S tem je izval dolgoleto prepričanje, da je Zemlja središče vsega. Hkrati je protestantska reformacija delila zahodno krščanstvo. Katoličani in protestanti so se borili drug proti drugemu, nekatera kraljestva so propadala, pojavljale so se nove sile in veliko ljudi je verjelo, da se bliža velika božja kazen. Zemljevid sveta se je prav tako širil. Evropski mornarji so dosegli Ameriko. Portugalska je našla morsko pot do Indije z oplutjem Afrike. In v zgodnjih 1520-ih je odprava, ki jo je začel Ferdinand Magellan, zaključila prvo uspešno plovbo okoli sveta. V tem času so bili znanost, religija, astrologija, alkimija in magija še vedno prepleteni. Meja med pravo znanostjo in starimi verovanji še ni bila jasna. Tudi nekateri resni učenjaki tistega časa so preučevali gibanje planetov, hkrati pa iskali načine, kako spremeniti druge kovine v zlato. Zato ni nenavadno, da je nekdo z medicinskim ozadjem, kot je Nostradamus, uporabljal tudi astrologijo in starodavna prerokovanja. Toda njegov čas ni razlog, zakaj je še danes tako znan. O njem se še vedno govori, ker pravijo, da je napovedal nekatere največje nesreče v zgodovini. Težava pa je, da ljudje pogosto šele po dogodku iščejo kvartine, ki bi jih lahko povezali z njim. En primer je veliki požar v Londonu septembra 1666. Požar se je začel v pekarni in se razširil na velik del mesta. Nostradamus ima kvartino, ki omenja London, ogenj in številko, ki bi jo lahko razlagali kot 66. Zaradi tega so njegovi sledilci rekli, da je točno napovedal nesrečo, vendar pa se drugi podatki ne ujemajo. V pesmi je omenjena strela, vendar strela ni povzročila požara. Prav tako je namig, da bo umrlo veliko ljudi, medtem ko je bilo uradno zabeleženih le nekaj smrti. Zato je to občudovanja vredno le, če izberemo le tiste dele, ki so se ujemali in prezremo napačne dele. Enako se je zgodilo pri francoski revoluciji in vzponu Napoleona Bonaparteja. Nostradamus je imel pesmi o velikih nemirih v Franciji. Nov vladar in strah v Italiji, Španiji in Angliji.
To lahko povežemo z Napoleonom, vendar pa bi to lahko veljalo tudi za številne vojne v Evropi. Ko pride do nemirov v kraljestvu, je običajno, da se pojavi nov voditelj. Prav tako je naravno, da so vpletene tudi sosednje države Francije. Skvartino o otroku, rojenem v revni družini, ki bo s svojim govorom pridobil množice, povezujejo tudi Adolfa Hitlerja. Zdi se, da to ustreza Hitlerju, vendar ni nobenega jasnega imena. Ni datuma, Nemčije, nacistične stranke ali druge svetovne vojne v sami vrstici. Opis močnega voditelja, ki je dober govorec, bi se lahko nanašal na še veliko drugih ljudi v zgodovini. Nekateri pravijo, da je Nostradamus napovedal tudi atomsko bombardiranje Hirošime in Nagasakija, ker je pisal o hudi kugi, ki bo prizadela 2 mesti. Vendar ni omenil japonske, atomske bombe, sevanja ali avgusta 1945. Izraz 2 mesti je pogost izraz, ki ga najdemo tudi v starejših verskih in zgodovinskih zapisih. Podobna vrstica o zlu, ki bo padlo z neba, je bila povezana tudi z umorom predsednika Johna F. Kennedyja. Toda takšna izjava je zelo splošna. To se lahko uporabi za kateregakoli voditelja, ki je bil ustreljen, bombardiran, padel ali ubit z višjega mesta. Najbolj očiten primer napačne povezave je napadi 11. septembra leta 2001. Takrat se je po internetu razširila domnevna prerokba Nostradamusa o 2 jeklenih pticah, ki naj bi padli z neba in zadeli veliko mesto. Vendar Nostradamus teh besed ni napisal. To je sodobno besedilo, ki se je razširilo po napadu. Ni v njegovih pravih knjigah trdnih dokazov, da je natančno napovedal napad na dvojčka. Tu se vidi pravi razlog, zakaj se zdi, da je Nostradamus vedno imel prav. Njegove pesmi so kratke, ni jasnih datumov, imena so zmedena, veliko je simbolov. In vse se nanaša na dogodke, ki se v zgodovini ponavljajo. Vojna, požar, bolezen, umor voditelja in padec vlade, ko se zgodi velika tragedija. Potem ljudje iščejo vrstice, ki bi jih lahko povezali s tem. Včasih celo spremenijo prevod, izberejo le pravi del in pustijo podrobnosti, ki se ne ujemajo. Zato največja skrivnost ni, kako je Nostradamus videl prihodnost. Bolj pomembno vprašanje je, kako je vsaki generaciji uspelo njegove stare besede brez enega jasnega pomena spremeniti v novo prerokbo. Domnevno prerokbo o 2 jeklenih pticah, ki naj bi padli na veliko mesto, v resnici Nostradamus sploh ni napisal. Te vrstice so se razširile šele po napadih 11. septembra 2001. Kasneje so bile dodane še vrstice o reki, polni krvi, in mrtvih, ki bodo ponovno hodili. Teh vrstic ni v izvirnih prerokbah. To kaže na velik problem z ugledom Nostradamusa. Številne prerokbe, ki so pripisane njemu, so bile spremenjene, napačno prevedene ali pa jih je v celoti ustvaril nekdo drug. Enako se dogaja tudi z domnevnimi prerokbami za sodobni čas. Nekateri povezujejo njegove pesmi z vzponom kralja Karla III., vojno v Ukrajini, podnebnimi spremembami in celo s potovanjem na Mars. Obstaja kvartina o kralju otokov, ki ga bo zamenjala oseba, za katero nihče ni pričakoval, da bo postala kralj. Nekateri to povezujejo s kraljem Karlom in princem Harryjem, vendar v sami pesmi ni omenjenega imena Karel, William, Harry ali Britanija. Prav tako ni jasnega datuma. Podobna je tudi trditev, da je napovedal podnebne spremembe, ker je pisal o izjemni vročini, vretju morja, uničenju pridelka in lakoti. Vendar so bile suša, lakota in izjemna vročina že takrat pogoste teme v verskih in zgodovinskih zapisih. Obstaja tudi vrstica o veliki vojni, ki bo trajala 7 mesecev. To povezujejo z različnimi konflikti, vendar ne pove, kje se bo to zgodilo, kdo se bo boril in kdaj se bo začelo. Obstaja še en kvartin o izjemnem povišanju cene pšenice, dokler ljudje ne bodo prisiljeni jesti drug drugega. To se pogosto uporablja za napovedovanje propada zalog hrane. Toda takšna podoba je že dolgo simbol hude lakote in uničenja družbe. Preprosto povedano, ni trdnih dokazov, da bi Nostradamus imel natančno napoved o Marsu, Ukrajini, kraljevi družini ali o določenem sodobnem letu. Večina teh so sodobne interpretacije. Njegove pesmi je res težko razumeti. Mešal je francoščino, latinščino, grščino, italijanščino in jezik, ki so ga takrat uporabljali v Provansi. Uporabljal je tudi simbole, stara imena krajev, anagrame in besede z več možnimi pomeni. Možno je to storil, da bi bila njegova knjiga bolj skrivnostna. Lahko pa je bil to tudi način, da zaščiti samega sebe. V 16. stoletju je bilo nevarno, ker so te lahko obtožili, da uporabljaš temno magijo ali se izdajaš za preroka.
Težava, kadar je pesem nejasna, je v tem, da jo je zelo enostavno povezati s skoraj katerim koli dogodkom. Primer za to je beseda hister. Veliko ljudi pravi, da se to nanaša na Hitlerja. Toda v času Nostradamusa so hister uporabljali kot staro ime za del reke Donave. Če ne poznaš starega pomena, ga je lahko zamenjati za napačen zapis imena Hitler. Podobno je tudi z imenom Ruso. Nekateri to povezujejo s filozofom Žanom Žakom Rusojem, čeprav je bil to že pogost priimek v Nostradamusovi regiji, še preden se je filozof sploh rodil. Še večji problem je skoraj popolna odsotnost natančnih datumov. Med vsemi njegovimi 4 vrstičnicami jih ima le malo natančno navedeno leto. Večina nima jasnega časovnega okvira, zato jih je mogoče povezati z dogodki, ki so se zgodili 10, 100 ali celo 400 let pozneje. Nostradamus je pojasnil, da je zgodovina krožna. Zanj se vojne, upori, nesreče in padci voditeljev nenehno ponavljajo. V tem je nekaj resnice, vendar ker nima jasnih datumov in podrobnosti, je skoraj nemogoče preveriti, ali je neka napoved pravilna ali napačna. Ko so prerokbe prvič išle v Lyonu leta 1555, ni takoj prejel samega občudovanja. Nekateri so ga občudovali, vendar so ga drugi imeli za prevaranta, norca ali nekoga, ki uporablja okultne prakse. Kljub temu so njegovi založniki nadaljevali z izdajanjem novih izdaj. Načrtoval je, da bo ustvaril 1000 kvartinov, ki jih bo razdelil v 10 centuri. Tega ni nikoli povsem dokončal. Izdaja, ki je izšla leta 1568, 2 leti po njegovi smrti, je imela 942 kvartinov. To je postala glavna zbirka, ki jo berejo še danes. Nostradamus ni pisal le prerokb. Napisal je tudi knjigo o kozmetiki, zdravilih, hrani, uložninah in različnih mešanicah. Vključevalo je izdelavo olj, belil za zobe, lepotnih izdelkov in sestavin, ki so jih takrat uporabljali kot afrodizijak. To v njegovem času ni bilo nič nenavadnega. Apotekarji v tistem času niso izdelovali le zdravil. Lahko so izdelovali tudi hrano, parfume, ličila, zeliščne mešanice in izdelke za uporabo v gospodinjstvu. Pisal je tudi o egipčanskih hieroglifih. Toda Evropejci v tistem času še niso znali brati starodavne egipčanske pisave. Minilo bo še več kot 200 let, preden je kamen iz Rosete pomagal, da so to razumeli. Zato je njegovo delo temeljilo le na starejšem grškem besedilu in na napačnih prepričanjih učenjakov o hieroglifih. Ta dela kažejo, da ni samo čakal na videnja. Bil je pisatelj, prevajalec, lekarnar, astrolog in trgovec, ki je ustvarjal knjige, ki jih je javnost želela brati. Njegovo ime je postalo še bolj znano, ko ga je opazila Katarina de Medici, žena kralja Henrika II. Francoskega. Katarina je imela rada astrologijo in jo je zanimala prihodnost njene družine. Poklicala je Nostradamusa v Pariz in mu menda naročila, naj naredi horoskop za njene otroke. Nostradamus je postal še bolj znan po smrti Henrika II. Leta 1559. Kralj je bil ranjen na turnirju v viteškem dvoboju, ko je zlomljeno kopje njegovega nasprotnika prebilo njegovo čelado. Zadelo ga je v predel blizu očesa in umrl je po nekaj dneh. To so povezali s kvartinom o mladem levu, ki premaga starejšega leva in mu prebode oko v zlati kletki. Zdi se, da se ujema, vendar obstajajo težave. Pesem ni jasno omenja Henrika. Prav tako ni splošno znano, da bi bil kralj in njegov nasprotnik imenovana leva. In zlato kletko so šele po nesreči razlagali kot čelado. Kljub temu je bila podobnost dovolj velika, da sta mu Catherine in drugi na kraljevem dvoru še bolj verjela. Kasneje je postal svetovalec in zdravnik kralja Karla IX. To mu je prineslo dodaten dohodek, zaščito in visok položaj. Nostradamus pa ni živel v ogromni palači, ostal je skupaj s svojo ženo in 6 otroki v Salonu de Provence. Zaslužil je s knjigami, almanahi, svetovanji in drugimi deli. Vlagali so tudi v Canal de Crapon, projekt, ki je pripeljal vodo iz reke Durance na suho zemljo okoli Salona. To je pomagalo pri namakanju in kmetijstvu. To kaže, da Nostradamus ni bil zainteresiran samo za astrologijo. Znal je izbrati tudi praktične naložbe. Ko so nastopila 60. leta 16. stoletja, se je njegovo zdravje začelo slabšati. Dolgo je trpel za protinom, bolečo oteklino sklepov. Kasneje je imel tudi hudo otekanje telesa zaradi nabiranja tekočine. Imel je še zadnjo težavo z lokalnimi oblastmi, ko je izdal almanah brez potrebnega dovoljenja. Takrat je bil že strog nadzor nad pregledovanjem knjig, saj je Francija vstopala v dolge verske vojne med katoliki in protestanti. Poleti leta 1566 je vedel, da je njegovo stanje resno.
Uredil je svojo oporoko in zapustil svoje premoženje ženi in otrokom. Umrl je 2. julija 1566 pri starosti 62 let. Obstaja znana zgodba, da je svojemu tajniku večer pred smrtjo rekel, da ga ob sončnem vzhodu ne bodo več videli živega. Mogoče je to rekel, ker je vedel, da bo kmalu umrl. Mogoče pa je tudi, da je bila zgodba napihnjena, da bi izgledalo, kot da je napovedal svojo lastno smrt. Obstaja tudi veliko legend o njegovem grobu. Pripoveduje se, da so v prenosu njegovih posmrtnih ostankov leta 1700 našli medaljon, na katerem je bila prav tako zapisana letnica 1700. Obstaja tudi zgodba, da so vojaki med francosko revolucijo odprli njegov grob in so bili kasneje ubiti, tako kot je napovedal. Vendar obstajajo različne različice teh zgodb, zato je varneje, da jih obravnavamo kot legende, ki so bile dodane k njegovemu skrivnostnemu slovesu in ne kot trdno zgodovinsko dejstvo. V naslednjih stoletjih so prerokbe postale še bolj priljubljene. Vsakič, ko je bila vojna, požar, atentat, epidemija ali velika nesreča, so ljudje znova iskali njegove pesmi. Zanimanje je še posebej naraslo v 20. stoletju. Povezujejo ga s Hitlerjem, atomsko bombo, smrtjo Kennedyja in številnimi drugimi sodobnimi tragedijami. Obstajajo celo knjige in televizijski programi, ki trdijo, da lahko govorijo z Nostradamusom iz onstranstva. Hkrati se je povečalo tudi število napačnih citatov in izmišljenih zgodb o njem. Veliko ljudi pozna njegovo ime. Čeprav nikoli niso prebrali njegove prave knjige, so ga vzeli za temo filmov, dokumentarcev, romanov in videoiger. V popularni kulturi ga pogosto prikazujejo kot moškega, ki je jasno videl prihodnost. Toda drugačna slika se pojavi, preučimo njegovo pravo življenje. Ni odrasel kot skrivnostni prerok. Bil je apotekar, ki je videl veliko smrti zaradi kuge. Preživljal se je kot zdravnik, potoval in spoznal različne učenjake. In kasneje je uporabil astrologijo, zgodovino, religijo in stare knjige, da je ustvaril nejasne pesmi o prihodnosti. Verjetno so nanj močno vplivale stvari, ki jih je videl med soočanjem s kugo. Večkrat je bil priča bolezni, strahu, lakoti in smrti. Zato ni presenetljivo, da so njegove pesmi polne ognja, vojn, suše, kuge in padca kraljestev. In to je tudi razlog, zakaj ga niso pozabili. Če bi bile njegove pesmi le o preprostih opravilih, bi morda že zdavnaj utonile v pozabo. Toda pisal je o stvareh, ki so se jih ljudje bali v vsakem obdobju. Ker ni jasnega datuma in ker imajo njegove besede toliko možnih pomenov, vsaka nova generacija najde svojo lastno nesrečo, jo lahko poveže z njim. Morda Nostradamus ni videl prihodnosti, toda jasno je razumel eno stvar o človeku. Dokler obstaja strah pred naslednjo vojno, boleznijo ali veliko nesrečo, bo vedno nekdo odprl njegovo knjigo in iskal opozorila v besedah, napisanih pred skoraj 500 leti.